Najlepša hvala, Gala, res je, kajti mudi se nam na teren do našega Roka, ki, če se ne motim, je obljubil, da se bo mudil na Hribarjevi domačiji, tam, kjer je bil rojen eden največjih županov Ljubljane, Ivan Hribar. Tako da, Rok, lepo pozdravljen, kakšno je kaj vreme v Trzinu? Lep pozdrav, Luka. Ja, mi Gorenci bi rekli, da je šajba. Da je res lepo sončno vreme, danes je idealno vreme za raziskovanje občin in sploh občine Trzin, lahko rečemo, ker je res tukaj čudovito vreme, poleg čudovitega vremena pa se nahajam tudi na čudoviti lokaciji in sicer za nama je Fačankova domačija, tukaj se je rodil, kot si že omenil, bivši ljubljanski župan Ivan Hribar. Danes bomo govorili pa nasploh o turizmu in o kulturni in naravni dediščini občine Trzin in okoliških krajev. Ob meni tukaj pa gospa Dunja Špendal, predsednica turističnega društva Kanja. Dunja, prav lepo pozdravljena. Dobar dan, dobrodošli v Trzinu. Danes nam je res vreme naklonjeno, tako da upam, da boste imeli dober vtis in vsi gledalci ravno tako. Ja, jaz sem dober vtis že dobil, tako da zato se ni bati. No, v turističnem društvu Kanja se tudi nekako trudite dober vtis pustiti vsem obiskovalcem teh krajev. Kaj je tisto glavno poslanstvo turističnega društva? Ja, ko smo se osamosvojili, je zapihal nov veter, jadra so se razprla in ustanovili smo turistično društvo. Med ostalimi društvi seveda mi skrbimo predvsem za kulturno dediščino, poleg tega pa imamo zelo veliko delavnic in tudi prireditev. Smo pa tudi nekako skrbniki, pravzaprav gospodarji Fačnikove domačije. Gor je tudi tablica, občina je vse te stare domačije opremila s tablicami, kako se je prvotno imenovalo pri hiši. Drugače pa imamo tudi zelo dobri dve folklorni skupini, veterane in člane, potem skupino vezil, izvrsten Rišelje tehniko in ne smem pozabiti na rezbarje, ki nas pokrivajo, odhajajo tudi v inozemstvo in tako, da gre trzinski glas res zelo daleč. Pravzaprav v zgodnjem spomladanskem času smo pa udeleženi na sejmu Alpe Adria, kjer predstavljamo tudi trzinske klobase, ker tukaj so bile, skoraj pri vsaki domačiji so bili mesarji. Noter je predstavljena tudi ledenica, ker so vodo polili preko teh polj in potem se je ta led ohranjal, da se je dajalo gor meso in suhomesnate izdelke. Tako da noter je veliko stvari, ki jih je za pogledati, sprejem je slabši, nažalost. Potem je tista naša kmečka soba je zelo pomembna, ker je zraven črna kuhinja. Jeseni, ko imamo trzinske zgodbe, sredi poletja je razpis. Tako zakurimo peč in predstavimo kulinariko iz tistega časa. Trudimo se, da nam bi čim manj takšnih stvari ušlo. Zdajle smo preko LAS projekta naredili tamle tudi topler, kozolc. Zraven smo dobili od krajanov, od občanov veliko teh starih poljedelskih izdelkov, tako da muzej bo sigurno zelo zanimiv. Malo nam zdajle seveda to obdobje korone nagaja, tako da letos, že pravzaprav lani smo morali prvo prireditev odpovedati Dan žena. Pa mislim, da je to praznik, na katerega ne smemo pozabiti. Letos je spet to padlo v vodo. Sejem nam je odplahnil v prvi varianti dež, v drugi pa korona. Tako da je manj prireditev. Letos
smo imeli zdaj le 15. tudi občinski praznik, na katerem bi morali podeliti priznanja zaslužnim občanom, pa nažalost niti lani nam to ni uspelo, niti letos, ampak mislim, da bomo na jesenski termin prestavili vse te obveznosti in da takrat vendar bomo zdravi. Ja, in da nadoknadite seveda še za nazaj. No, poleg tega pa pri tejle Jefačenkovi domačiji, poleg tega, da je trenutno lepo urejeno v muzej, se je rodil tudi Ivan Hribar, znan ljubljanski župan in tukaj odrašča. Mogoče čisto na kratko še nekaj o njem. Ja, na Hribarja smo zelo ponosni, zato je tudi v samem centru naš dom Ivana Hribarja. Vsi ga poznamo, vemo, da je v Ljubljani naredil neizmeren pečat. Lani smo, ali pa že mogoče predlani, smo tudi dobili vodnika, da nam je Trzincem razkazal vse njegove poti. Sicer so se tukaj okrog starši potem selili, da je zelo znan v vseh teh okoliških krajih, ampak v Ljubljani je pa vseeno njegov pečat neizmerno bogat. Ja, in vse bolj se tudi nekako poudarja nazaj vrednost in pomen Hribarja za Ljubljano. Tudi obnovil je tisto popotresno Ljubljano, v težkem obdobju lahko rečemo, je županoval, ampak mu je vseeno kar dobro uspelo. No, poleg tega... Lahko samo še nekaj. Njegova pripadnost Trzinu, on je veliko pisal in vedno se je podpisoval Trzinski. Aha. Ja, tako da korenine... Ne pozabi. Ne, ja. No in tako je tudi prav, tako da je s ponosom povedal, da je Trzinec. Ne Trzinčan, to smo se danes že tukaj od župana naučili. Poleg tega pa vedno je imel Trzin pomembno prometno vlogo, so bili tudi že nekdaj tu furmani. Ja, furmani, seveda, in zato je včasih bila skoraj pri vsaki hiši ali gostilna ali pa mesarija. Tukaj se je vse ustavljalo, dogajalo, prekupčevali so živino, kupovali suhomesnate izdelke in kot pravijo, so kranjske klobase pravzaprav iz Trzina šle na Dunaj k Mariji Tereziji. Tako nas učijo, nas, ki smo se priselili pred dolgim časom v Trzin. Aha, torej tukaj le najboljši mesnati izdelki, ki ste jih vozili direkt na sam Dunaj. To pa res lahko s ponosom poveste. No, drugače pa zavetnik tukajšnje cerkve je svet Florjan, tudi verjetno potem zavetnik mesarjev, tako? In imate tudi Florjanov sejem, kaj ne? Ja, zdaj smo ga kar preimenovali v sejem, zato ker se nam je parkrat zgodilo, da ga nismo mogli v določenem času speljati. To je bilo v začetku maja. Takrat ali je bil močen dež, so se teli svetniki majhen pohiteli, oziroma je problem bil, ker smo težko dobili nastopajoče. Šolske počitnice, mi pa za sejem rabimo tudi bogat program. Brez naših šolskih otrok seveda ne gre. Razstavljavce smo včasih tudi težko dobili, ker so bili razpeti. Ko se začne lepo vreme, vsi te razstavljavci imajo že dolgoročno napovedane obveznosti. Tako da, se pravi, ko zadnji sejem nam je dež odplahnil na zadnjega avgusta in 1. septembra, kar pa spet ni prav dober datum, ker se otroci šele vrnejo v šole, folklore po počitnicah tudi še, nimajo svojih vaj, tako da težko je letos, upam, da bomo sredi septembra uspeli
to vse narediti, kar dolgujemo občanom. Ja, držim pesti tudi sam, ob kakšnem dogodku se pa seveda oglasim. Želim vam še naprej bogato popestritev programov v Trzinu, vam in seveda celotnemu turističnemu društvu Kanja. Ja, najlepša hvala. Se vidimo. Tako, se vidimo. Torej, Dunja Špendal, predsednica turističnega društva Kanja, je bila z nami. Ne hodite daleč, takoj po oglasih pa se vrnemo še z gospo Joži Valenčak, s katero se bomo pogovarjali še malce več v kulturni dediščini Trzina. Se vidimo prav kmalu. Lep pozdrav spet tukaj izpred Jefačenkove domačije, tukaj ob meni pa Joži Valenčak z turističnega društva Kanja. Joži, prav lepo pozdravljena. Hvala, enako. Živjo. Tukaj sva zdaj šla torej pred eno kočijo, staro leseno kočijo, bi mogoče malo povedalo o njej, da vemo, o čem gre. Glejte, gre o tem, da je bila takrat na tem območju je bila stara Jefačenkova domačija. V njej so se rodili znani mesarji iz Kamnika, Blaž Podgoršek in drugi. Tako da smo mi nekako, ko se je vse podiralo, pač ni bilo nobenega takrat gospodarja tacga, da bi to prevzel. In je župan Peršak, nekako sva probala zrihtati, da je to odkupil, občina odkupila. No in takrat gre razvoj dalje. Je bilo pa verjetno še kar precej dela, da ste vse tako lepo zrihtali. Zelo veliko. Ja. Tle je bilo na tem mestu, ko je zdaj muzej, so bile včasih štale in shrambe in vozovi noter parkirani in tako dalje. Na tej strani, ko je zdaj pa domačija, je pa na tistem vogalčku tam nekje je bila ena taka hiška majhna in po pripovedovanju naj bi se tam rodil Ivan Hribar. No, prav v turističnem društvu Kanja pa oskrbujete in skrbite za ta muzej. Kako ga lahko obiščemo? Potrebno je nekakšno prednaročilo, a ne? Ja, pokličete, a ne? Če nimate mojega telefona ali pa pokličete občino, pokličete občino in da naslov in se dogovorimo. Tako da vedno je nekdo pripravljen, da vas spreme. Ja. Joži, malce so se že prej pogovarjali, še preden smo se vklopili in Joži, lahko potrdim, da je prava enciklopedija Trzina, bi morda šla na hitro skozi zgodovino Trzina, kaj se je dogajalo na teh tleh. Ja, jaz bi težko rekla, 1273 je prva omemba Trzina, no in to je tudi, predtem je pa nekako po raziskavah medobčinskega muzeja Kamnik, kjer se jim zelo lepo zahvaljujem, skrbijo za muzej, so nekakšni mentorji tudi in tako dalje in vsa pohvala občini, ki je navezala stik med občinskim muzejem Kamnik. Torej dobro sodelujete. Torej omemba 1273, to gre že kar daleč nazaj. To je občinski praznik, 15. maj. In 15. maj občina Trzin praznuje. Torej tudi občinski praznik nekako iz te zgodovine. No, že predtem pa so se opravičujem, tukaj našli tudi sekiro, ki je tudi bila ideja za enega izmed simbolov. V kamnolomu. In ta sekira je nekako, veste kako, ko je bila pesem Trzinca, Kerca rada seka, če ne seka je tepena. In v tem smislu je pač nekako neka relikvija, kako bi temu rekla, ta skerca. No, tukaj glede na to, da je takšno prehodno območje, to pomeni, da so prihajale čez tudi vojske, praktično vse vojske, ki so bile. Vse vojske, ki so bile, so prihajale preko Trzina. Je zanimivo, da je bila cesta čez Kamnik in tja v Tuhinjsko dolino, tako da je bila ta pot odprta. Torej, da začnemo, Turki so sem prišli, pa so kaj poropali, opustošili? Ja, Turki, potem rokovnači, potem je bila prva svetovna vojna, druga svetovna vojna in osamosvojitvena vojna. Vse je bilo v Trzinu. No, ko smo pri drugi svetovni vojni, pa je tam tudi nekakšen spomenik padlim borcem, kaj ne? Ja, je.
Celoten spomenik je pred osnovno šolo Trzin. Tle je spomenik samo tem, ki so tukaj padli. To je bil domačin, pa še dva, ki so prišli tleke čez od Hajke, najbrž kaj pojesti ali pa kaj se poskrit, ampak so bili izdani, tako da so bili pobiti. Aha. Torej, tudi take težke zgodbe se najdejo tu. No, tudi v osamosvojitveni vojni pa v Trzinu se niste izognili, kaj ne? Tudi ne. Tudi Kako ne. je ta potekala na teh tleh? Fant, čakaj. Nič hudega, evo. Tole bom vas Dejva kar takole tudi to pride. Aha, evo, pa je uspelo. Bojo že kasneje poklicali. Ja, verjetno je velik interes, da bi prišli si v muzej pogledati, a ne? A veste, kako jaz sem bila doživela osamosvojitveno vojno tako, da sem bila dežurna, ko sem bila na Telekomu v službi in Telekom je bil zelo pleten v te zadeve. In sem bila dežurna. In sem šla, ko je bila barikada na mostu, tamle, če ste kaj posnela, ne? Bloki so tam, ko je most čez Pšato, ko pridete do kasarne, tam je bila zapora. In jaz sem šla peš v svojo službo na Telekoma, ko sem mogla biti dežurna. Torej, tega se spominjam tako, da nisem bila navajena tega, da vidim tanke, da vidim vojake. A veste, mi smo lepo v miru živeli. In kako ste potem odreagirali, vas je bilo strah? Noč me ni bilo strah. Ne, ampak se je pri tihotapu tam, ko sem bila dežurna, en moški. Nekaj sem ga spregledala, sem rekla, tale pa ne vem, kaj hoče od mene. A pa je bil Nisem potem... nič vedela, nobene stvari nisem vedela. Zgodba se je pa Zgodba je srečno končala, ja. Tako. Ja. No, torej ste lahko tudi to zadnjo vojno, lahko upam, da tudi na splošno zadnjo, čeprav nažalost vsak malce dvomi v to, da ste doživeli tudi na lastni koži in nekako... Ja, to je bilo takrat pač tako, tam sem bila v službi in je bilo treba nekaj narediti. Ja, sem se pa bala za moje otroke, ker so bili toliko stakljivi takrat in so hodili okrog tistih tankov, a veste, da ni bilo kaj prida. Omenili ste most čez Pšato. Videl sem na enem izmed vaših posnetkov, da ste za Gregorjevo postavili prav en majhen mostiček ravno čez Pšato. Ja, seveda smo ga. To je pa, tiste mostičke je moj mož zdelal, sem ga prisila in jih je čez Pšato postavil in pa smo mogli paziti na otroke, da ne bi kdo noter padel. Ampak to je bilo vesele, ker so hodili nad vodo. Aha, no evo. Ampak Gregorjevo je ena pomembna tradicija še tukaj v Trzinu. Ja, kar bila je. Zdaj jaz kot v šoli, ko sem jaz hodila v šolo, pač to ni bilo tako pomembno. Takrat je bilo pomembno, da smo pobirali tistele kebre. Majske hrošče. Majske hrošče. In kdo jih je več nabral, je bil pohvaljen. Ravnatelj je pa kontroliral. Ja, tudi nekako taka, škodljivi so za polje, ne pa ste jih zato verjetno zbirali. Seveda. Zdaj pa za Gregorjevo vidim, da spuščate tudi ladjice po Pšati. Koliko ljudi se kaj nabere? Ja, odvisno od vremena. Veste, kako je pa tako, da če je kakšna pogostitev zraven, jih je malo več, če jih ni, pa malo manj. Ja, tako je ponavadi. Kako pa poteka skrb za sam muzej? Tukaj sva se prej tudi notri sprehodila, žal danes ne moramo notri zaradi precej slabega signala, ampak je izredno lepo urejen in morda bodo v režiji dali kakšen posnetek, ampak kako poteka sama skrb? Verjetno je kar veliko dela, ne? Ja, tako je. Jaz recimo imam tamle svojo telefonsko številko in če kdo si želi ogledati, me pač pokliče in se dogovorimo. Je pa zelo veliko šolskih skupin, posebej na koncu šolskega leta, ko
nič nam naprej povedala. Kaj pa urejanje zbirke, kako ste se to na turističnem društvu odločili in zbrali vse te zanimive predmete? Ja, hodili smo po hišah in poziv je bil občanom, ne? In marsikaj se je zbralo. Ja, in marsikaj se je zbralo in prav lepo ste tudi uredili. Tudi, imate tudi zbirko Ivana Hribarja v... Tako je. To je bilo pa nujno narediti. Ja, to je pa naš rojak in nikaj. Ja, tako, se spodobi, kaj ne? Ja. Torej, nasploh sva že govorila malce o zgodovini, o številnih vojnah, katera pa bi rekli, da je bila tista najhujša, ki je divjala čez te kraje? Jaz mislim, da je bila druga svetovna vojna, kjer ni bilo nobene stvari. Tako pa recimo po vojni, jaz se spomnim, ker smo imeli malo kmetije, ker je bila obvezna oddaja in to ni nič ostalo doma. Je bila lakota, ne? Ja, nič ni ostalo, je bilo treba vse oddati. Ja. Kaj pa danes še vedno je poljedelstvo tudi dokaj pomemben dejavnik tukaj v občini Trzin? Ja, raven sem prej premišljevala, koliko je pa kmetov tle na našem koncu, stari del Trzina, ne? Rečemo zgornji Trzin, smo rekli, pa spodnji Trzin. Zdaj je pa malo širši in se malo naslovi spreminjajo. No. Kaj pa kulinarika, sama kulinarika, seveda se pozna verjetno tudi iz poljedelstva, se pravi tiste kulture, ki gojite, se verjetno poznajo tudi v kulinariki. Kaj so tiste najbolj tipične? Ja, kranjska klobasa rečemo. Trzinska klobasa, ampak moram povedati zgodovino, moja stara mama, prababica, so takrat, ko je bila še Avstro-Ogrska, pač pa so hodile s klobasami na Koroško. Ja, tako da so malo zaslužile, so šli pa na izlet. Ja, vse koristno z uporabnimi. Ta klobasa je tudi značilna za vse naše prireditve. Vedno jo naročimo, jo izdelajo, mesarji, in jo damo na probo in seveda malo, da zaslužimo tudi zraven. Je bila, mesarstvo smo omenili, je bila potem tudi bolj razvita živinoreja kot pa poljedelstvo? Sigurno, ja. Sigurno. Se spomnim, da so trzinski mesarji, med njimi tudi moj oče, ki ima tamle svoje spričevalo. Noter, če boste pogledal, Lukan Franc, so hodili na Hrvaško. Tamle Vukovar, pa to je bila živina, ali pa v Dalmaciji. To je bilo odprto. Se mi zdi, da je bilo to grozno dobro odprto. So šli, kamor so hoteli. Če je šla moja mama, stara mati s maslom v Avstrijo, ni bilo menega problema. Ja, medtem ko danes v razviti družbi pa je bila že težava, je bilo težko med korono, ko so bile zaprte občine, Trzin ni ravno največji občin. Pa mi se toliko pripravljamo, da gremo kam to. To je postopek. Cel proces. Ja, cel proces. Joži, najlepša hvala za ta prijeten pogovor, malce ste nam približali trzinsko kulturo in dediščino, seveda želimo vam še veliko zanimivih izkušenj in dobro delo tukaj v muzeju. Jaz bi samo izpostavila recimo bivšega in sedanjega župana, gospoda Peršaka in gospoda Ložarja. Imajo, Peršak je itak kulturnika, imajo čut za kulturo, čut za turizem. Malo imamo pa tudi veliko sami idej in toliko časa nadlegujemo, da se zadeva spele. Tale voziček smo še pozabila. To je bil pa tle razdrapan, a veste, tle je vse propadalo. Ni bilo gospodarja ta pravga, tisti so bili v Kamenku, jih pač takrat ni kaj dosti zanimali in potem smo nekako probali, še bivši župan, da so to prodali občini. No in tale voziček je bil resnično za odpad. In smo ga, jaz sem mojega moža, da ga je dal na dero in traktor, in smo ga pelali na restauriranje. No in nekaj denarja je bilo za tega vloženega, je pač občina plačala. No in zdaj se mi vozimo na narodne noše v Kamnik. No se pravi, to pa res potem pridete s stilom, ne? Seveda. Ne v avtomobilih, ampak tako, kot se za narodne noše tudi spodobi. Joži, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Imejte se fajn. Še nekaj, kar povete? Ja, da ne boste pozabil, knjigico sem dala, noter je vse napisano od muzeja in vse. Če boste kaj rabu,
redu? Kar poglejte. Zmenjeno, bom si malo še prelistal, no pa naslednjič, ko pridem v Trzin, bom pa že marsikaj več videl. A res da? Ja, zmenjeno. Ja, dobro. Tako pa se gotovo še kaj ujamemo. Tako tudi upam, da ste se vi nekaj naučili o tej čudoviti, majhni, ampak bogati občini, tudi kar se tiče kulturne in naravne dediščine. Iz Trzina se zaenkrat poslavljamo, imejte krasen preostanek tega torka. Joži, tudi za vas to velja. Hvala lepa in se vidimo. Se vidimo, tako s temi besedami se s Trzina poslavljamo, sedaj pa sledijo kratki oglasi.